Dober dan. V tej stotinki bi vam rad podelil par stvari, ki me nagovarjajo v današnjem jutru. Z Alešem Čerinom in še nekaterimi drugimi možmi nadaljujemo tiste duhovne vaje Exodus 90, kjer po spletu vsak dan po aplikaciji prejemamo premišljevanja in te vaje po tem 90-dnevnem obdobju seveda so lahko dolge tudi 3 leta. In dejansko gre za eno tako intenzivno obdobje duhovne rasti, kjer pa bi jaz v svoji nepotrpežljivosti pričakoval sam od sebe en tak večji, hitrejši, boljši napredek. Pričakoval bi, da bojo stvari tekle tako, wow, da bo šlo vse full gor in da bom kar naenkrat, svetnik, včasih sem imel, ne vem, kaj je imel, skupina Svetnike je imela pesem Svetnik v 10 dneh, ali pa da bom vsaj svetnik v 3 letih. Bog ve, po enem dobrem letu tega programa lahko rečem samo to, da sem včasih ekstremno zafrustriran sam nad seboj in nad tem, kako počasi mi grejo stvari. In da postanem nepotrpežljiv, pa v bistvu tudi ne znam videti tistega napredka, ki pa je že dosežen. Danes, na primer, smo imeli eno tako premišljevanje, ki govori o tem, kako je kralj David, to je druga Samuelova knjiga, kako je kralj David potem, ko je seveda bil že zdavnaj maziljen za kralja in ko ga je Savel ne vem koliko let preganjal kot tako žival. No in potem je Savel naposled umrl, ampak Abner, njegov poveljnik, je vzel enega od Savlovih sinov in ga je postavil za kralja nad večino Izraela. David pa je postal zaenkrat kralj samo nad Judovo hišo. In potem piše tako, da je ta vojna trajala še več let. Dobro. Tale korona kriza, v kateri smo se znašli, pa ki zdaj trenutno se počasi mečkeno umirja in pojenja in tako in so pač dvignili ukrepe, ne traja več let, traja pa 8 tednov in že teh 8 tednov se mi zdi, da se mi kar vleče. To, da je treba vsakič znova natikati masko, kamorkoli grem in da ne vem, kje lahko stakne človek kakšno okužbo oziroma da vse skupaj še ni čisto sproščeno, ali vam povem, da bi kar voljo jemlje, da bi človek kamorkoli šel. No in potem primerjam ta svoja leta te duhovne rasti in te tedne te korona krize in si rečem, pismo stvari grejo včasih res prepočasi. To sem si rekel tudi zadnjič, ker sem čakal, da se frizeraji odprejo, glava je bila tako že ena velika kapa las in pa sem bil nepotrpežljiv in sem se kar pobril. In če bi še mečkem počakal, bi lahko bil zdaj že vmes pri frizerju, bi imel lepo frizuro, tako imam pa še zdaj korona frizuro. Ampak ni point v korona frizuri, point je v tem, da ta moja nepotrpežljivost ali pa naša nepotrpežljivost samimi s seboj in s tem, ko vidimo svoje napake, svoje grehe, ki se kar nekako ne poboljšajo za trajno, kjer kar naprej vedno znova ponavljamo iste stvari, se mi zdi, da so odlično leglo za eno nezadovoljstvo, za eno nehvaležnost in predvsem za delovanje hudega duha, ki pravi, glej stari, se ti nič ne splača. Saj tale tvoja duhovna rast je kar neki, to v resnici se sploh ne dogaja, ti boš vedno isti, nikoli ne nič boš in tako naprej. In tukaj se mi zdi, da moramo pa biti zares vztrajni. Ker meni se zdi, da vsaj zdaj sem se sam sebe prav znašel v tem momentu, da sem tako razmišljal, pa sej res ni nič boljš. Sej sem kar naprej isti, sej kar naprej ponavljam iste napake. Ampak danes, prav danes v tem premišljevanju zjutraj, ob tem kralju Davidu mi je bilo dano nekako videti pismo, daj ti sebe poglej 2 leti nazaj, daj razširi časovno perspektivo, pa se poglej na malo daljše obdobje. Ali ne vidiš vendar, kako velike in kako pomembne spremembe je Bog že naredil v tebi? In to je to, veste. To je to. Biti na razpolago Bogu vsak dan znova, imeti tisto rutino, in vzdrževati tisti red, brat Marko, naš sinica, moj spovednik pravi, vzdržuj red in red bo vzdrževal tebe. In dejansko vidim, kjer popuščam pri redu, tam sploh pri duhovnem delu, pri zjutranji molitvi, pa pri večernem egzamenu, kadar začnem pri teh stvareh popuščati, takrat je padec sledi v roku dneva 2. In tukaj dejansko moramo vedeti, da je treba vztrajati, biti siten sam do sebe in pač biti na voljo Bogu, vsako jutro znova, stotinka za Gospoda, tudi če gremo pozno spat, treba je zbrati tisto korajžo, pa zjutraj zgodaj vstati pa narediti nekaj.
To vam želim, da boste v tem postkoronskem času vztrajali v tem, pa da se spet kaj vidimo kmalu. Srečno, blagoslovljeno, nasvidenje.